Dober večer na naši zadnji katehezi. Kjer se bomo srečali z dvema temama. Ena je bolj krstna, ena pa bolj času primerna, evangeljska, kaj je iz jutrišnjega evangelija, in sicer o pasijonu in pa o reditio simboli, o vrnitvi vere. Prejšnje tedne smo prisluhnili vedno tudi še evangeliju, ki se oznanja v letu A, in smo si tako pogledali Samarijanko, sleporojenega, nazadnje zdajle Lazarja. V nedeljo je ni evangeljskega kratkega odlomka, pač pa imamo pripoved o trpljenju Jezusa Kristusa, pasijon se bere na cvetno nedeljo. In kakšno vlogo ima ta pasijon? Navadno imamo pri evangeljskih odlomkih kratke izseke, ki nam že lahko marsikaj povedo. Za pasijon pa se je Cerkev odločila, da ga ponudi v celoti, ne po koščkih, in to na vsako cvetno nedeljo imamo 3 sinoptike v letih ABC, Mateja, Marka in Luka. Potem pa imamo na veliki petek še Janezov pasijon. Zanimivo je morda omeniti, da so protestantje zelo poudarili ravno ta vidik trpljenja pri odrešenju, in se je v njihovi tradiciji razvilo petje pasijonov. Tudi pred par dnevi smo spet lahko poslušali v Ljubljani pasijon, Bachov pasijon, tokrat po Janezu. In ta luteranski obred, glasbeni obred, ne vključuje samo petja besedila, ampak vmes prihajajo tudi razne arije, ariozi, korali, tiste vmesne refleksije. In to je nekaj, kar pa morda v naši katoliški tradiciji morda malo manjka. Kajti pasijon sicer poslušamo, tudi petega pogosto, in glasba ima svoj učinek, ampak prepoje se samo čisto besedilo. Potem pa, ker je navadno že kmalu naslednja maša, ni časa razmišljati, pridigati o tem, pa tudi sicer navadno bi ljudje že kar bili malce nestrpni pri 15-minutnem pasijonu, potem pa še 15-minutni pridigi. Bi težko zdržali mogoče. Ali pa si mi mislimo, da ne bi zdržali, da bi se pritoževali nad tem. Dejstvo je, da ta osrednji del evangelija nekako uide našim premislekom. Da ta osrednji del nekako preskočimo in ga ne premislimo, ga ne prepridigamo. Mogoče ni slabo zato, kdaj si vzeti čas in to besedilo zunaj bogoslužja predelati, ali v celoti, ali pa spet po koščkih. Kajti tudi v teh zapisih je cela vrsta podrobnosti, ki jih morda opazimo, ki jih morda celo znamo malo na pamet, ampak ki jih ne poglobimo. Vlogo vseh tistih ljudi, ki so stranske figure, Petra s petelinom, Juda izdajalca, Pilat duhovniki. Začne se pasijon pravzaprav že z odhodom, s končano zadnjo večerjo in trpljenjem v Getsemaniju. Skratka, je toliko detajlov, ki kar kličejo po tej poglobitvi. Zaenkrat se ne lotevam nobenega od njih. In tudi tole ni pridiga na pasijon. Ampak morda pa bomo v teh dneh do Velikega petka si kdaj vzeli kakšno minuto časa, da kaj preberemo,
Najprej besedilo pasijona samega, potem pa mogoče, da si za letos izberemo en odlomek. Svetujem, prihaja mi na misel, da ne bi bilo slabo, da sami preletimo ta pasijon. Letos je leto B, se pravi, imamo Markovega, ki je relativno kratek. Preletite Markov pasijon in bodite pozorni na odlomek, ki si ga želite vzeti še posebej k srcu. In ko boste preleteli ves pasijon, se vrnite k svojemu odlomku, izbranemu odlomku, in ga potem si prisvojite, bodisi tako, da si ga prepišete, ali pa da si ga na neki način sami ilustrirate, da si ga narišete. Ne bo šlo na razstavo. Za vašo osebno rabo bo ta slika. Zato ni treba se truditi za to, pa premišljati, kako bo kdo drug. Ne, to je za vas. Ali pa si ob tem odlomku dopišite, prepišite, pa dopišete še kakšno svojo misel zraven. Ne bomo šli preverjati in ne bom na nekih naših Zoomih spraševal, kaj ste pa vi imeli, kateri odlomek ste se pa vi izbrali. Ne bo nobenega spraševanja. Če bi kdo slučajno res srčno želel, lahko potem tudi kaj sam pove, da bomo branili, ampak v glavnem je to za poglobitev vašega pasijona, da bo potem, ko bo ta pasijon oznanjen v nedeljo, na cvetno nedeljo, da bo bolj vaš, da se boste tudi vi znašli nekje na tej sliki, na tej veličastni sliki, ki je ni lahko gledati. Spomnim se tistega rdečega svetega pisma, od ognjišča, kratko sveto pismo s slikami, in tam sem se zelo bal kot otrok. Iz začetka sem vedno preskočil, tam nekje na začetku je bila ena grda kača in kač sem se bal in tistega slika nisem hotel gledati. Potem pa še ena slika, tam nekje že bolj proti koncu, ki mi pa je zbujala eno posebno sočutje in žalost, pa tudi jezo nad tistimi, ki so to počeli. To je slika, ki uprizarja to isto, kar imate od Andreja Mantenje za mojim hrbtom trenutno. Prizor križanja, ki je bil, se spomnite tiste rdeče izdaje, dokaj realistično naslikan in je bil me je pretreslo. Na tej sliki se moramo znajti tudi mi nekje. Kaj počnemo na tej sliki? Ali samo gledamo, ali smo prestrašeni, ali smo samo žalostni. Najdimo svoj prostor. Prepoznajmo se v tej sliki. Ker je tudi to del naše vere. Križ je omenjen v veroizpovedi. In o veroizpovedi smo že rekli nekaj besed, mislim, da v prvi naši katehezi, o tem, kako se katehumenom v času priprave na krst izroči veroizpoved. Zaupa se jim to slovesno besedilo, ki govori o tem, kaj verujemo, kdo je ta, ki vanj verujemo. In tega besedila si niso smeli zapisati, tudi vprašanje, koliko ljudi je znalo tega brati, pač polovica, mogoče. Ker je bilo to, ampak niso zapisali zaradi nepismenosti, ampak tega niso zapisali, ker je bilo preveč sveto. Tega ni smel dobiti noben nevernik. Zato so se ga morali naučiti na pamet. In zdaj bomo še spregovorili na kratko o tej drugi temi krstne kateheze. Kaj pa je reditio simboli, vrnitev veroizpovedi? Cerkev mi je veroizpoved izročila. Nisem si je sam izmislil in do nje preprosto nimam pravice, da bi si jo sam izmišljeval.
Cerkev mi pove, kaj je ta vera, od cerkve jaz to vero prejmem. Prejmem preko izročila, preko staršev, preko veroučiteljev, profesorjev, dogmatike, liturgike. Jaz to vero sprejmem, jo ponotranjim in jo moram potem vrniti. Vrniti ne zato, da je ne bi imel, da se bi je znebil, ampak da s tem dokažem, da sem jo prisvojil, da je to moja vera. Jo moram na neki način pokazati. V času priprave na poti, neokatehumenski poti, to smo omenili tudi že na začetku, to obstaja neka duhovna usmeritev znotraj katoliške cerkve, ki poudarja pomen naknadnega katehumenata, pokrstnega katehumenata, ker se pred krstom nismo izobrazili, ker smo potem vse ostalo že pozabili, imamo pa zdaj po krstu veliko katehez, srečevanj, pri katerih prejemamo vsebine in tudi na poti, kot se imenuje, neokatehumenata, je ena od faz izročitev veroizpovedi in potem vrnitev veroizpovedi. Ker hodim predavat k neokatehumenom v Pulj in v Trst, zato sem imel enkrat priložnost biti zraven pri tem vračanju veroizpovedi, to je bilo v Trstu, ko je tam enih 4-5 članov neokatehumenske skupnosti je po večerni maši imelo ta obred vrnitve veroizpovedi. Zelo tak ganljiv obred je to. Najprej se malo slavi, poje, se kaj prevere, potem pa pride na vrsto ti neokatehumeni, ki vračajo veroizpoved. Najprej stopijo gor pred oltar in zagrabijo tam postavljen križ, da se ga oprimejo, ga držijo na trdo tam. Če ne tistega križa, jaz si mislim, da bi padli po tleh od samega ganotja. Se pravi, opirajo na tisti križ in povedo zelo iskreno in skoraj malce preveč samokritično zgodbo svoje vere. Kako so vero prejeli, navadno malo izgubili, kako so jo našli in kako jo zdaj gradijo že toliko in toliko časa. In kje so bili v tem času, kaj se mi je dogajalo. Skratka, zgodba lastne vere. To jim še kar gre, to jim je šlo vsem. Bili so dovolj kritični, so navajeni, so strenirani povedati, kako jih je napuh. Ja, o tem veliko govorijo, kako zaznavajo napuh, ki jih ovira pri tem, pri rasti vere. Potem pa morajo preprosto zrecitirati vero sami, pred skupnostjo. Pa vedo, za katero besedilo gre. To je to, ki ga pri maši molimo. Med temi 4-5 sta bila tudi 2 bogoslovca. Samo ta 2 bogoslovca sta za silo spravila zelo malo pomoči. Ostali so, ko so začeli recitirati vero, so bili tako ganjeni, tako jih je zadeva notranje se dotaknila, da niso vedeli več, kje so, kaj, kako, in je morala skupnost pomagati jim, da so lepo speljali vero do konca. Reditio simboli, vračanje vere. Mi nismo neokatehumeni in nimamo tega obreda. Na pamet vero povedati sam, ko molimo vero pri maši, še gre, ker vsi skupaj molimo. Ampak še nam se je kdaj zgodilo, vključno z nami duhovniki, da smo kdaj preskočili pri neki kretnici, da smo prestopili iz nicejsko-carigrajsko v apostolsko ali pa potem iz apostolske v nicejsko-carigrajsko. Ker nekaj besed je skupnih v obeh veroizpovedih in tam
pri nepozornem ali pri malce zavajajočem ponavljanju se lahko zgodi, da začnete z eno vero, končate pa z drugo. Dejstvo je, da nekateri ljudje niti ne vedo, da kaj sta ti dve veroizpovedi. In se zdi, kaj zdaj se neko novo vero uvajajo v cerkev. Tudi jaz sem opazil Nicejsko carigrajsko šele takrat, ko sem pri maši začel malo bolj pozorno sodelovati, ko sem poslušal, kaj se dogaja pri maši, ker prej sem apostolsko znal dobro. Nicejsko carigrajske pa smo se pa naučili pri maši. V 5. razredu je katehet, pater Mirko Silvester, nas je ekserciral in smo morali znati na pamet povedati vero, Nicejsko carigrajsko, pri čemer je bilo običajno tako, da sem jaz moral biti tiho. Kaj pa pomeni to, da izpovem vero? To ni samo recitiranje, že to je naporna zadeva. Ampak tista vera, ki jo moramo mi vrniti, je nekaj več. Gre za to, da vero zrecitiramo, če se zdaj vračamo k vzorcem neokatehumenov, povedo, kako je vera živela v njihovem življenju, mi moramo pa to vero prenesti v življenje. In naše življenje mora biti veroizpovedno. To pa je zelo, zelo težko. Naše življenje mora izpovedovati vero na takšen način, da jo bodo naši tisti, ki bivajo z nami, sosedje, sodelavci, sorodniki, da bodo to vero prebrali iz mojih odločitev, iz mojega ravnanja, in se potem tudi sami približali morda, če so jo že kaj začeli izgubljati. To je pravzaprav smisel reditio simboli pri krstu. Mi pri krstu izpovemo vero. Tudi zadnjič smo jo že pri eni od katehes, smo jo zaključili z obnovitvijo krstnih zaobljub in na velikonočno vigilijo bomo spet obnovili svoje krstne zaobljube. Pa morda še pri kakšnem krstu, če bomo še koga kaj krščevali, pa če bomo navzoči pri krstu. Ampak to je samo drobec vračanja vere. Premislimo, s katerim dejanjem pa se je pokazala moja vera? Dejanjem zunaj cerkve. Kako pričujem za to, da sem kristjan? Včasih ni bilo potrebno nobenega napora, vsi so bili kristjani, so se morali potruditi tisti, ki so hoteli dokazati, da niso kristjani. In se je recimo tista gospa, ki jo imamo na 2 evrih, avstrijskih, sem že parkrat omenil, se je dala zažgati po smrti, da bi ja dokazala, da ni kristjanka. Je bil to eden od načinov, kako dokazati svoje nekrščanstvo. Eni dokažejo to tako, da se izpišejo iz krstne knjige, kot se je izpisal Edvard Kardel. Danes pa je treba dokazati, kako si kristjan, ne kako nisi. Ker biti nekristjan postaja standard. In tudi mi smo nasedli na to propagando, da, ko smo govorili o cerkvah, ki se gradijo, cerkve so neprepoznavne, ne ve se, ali je to cerkev ali garaža, ali je skladišče, ali je to mogoče samo park s travico zgoraj, cerkev naj bo nevidna, neopazna. In tudi kristjan naj bo neopazen v družbi, nemoteč element, da se ga ne bo videl. Kaj bo iz tega prišlo ven? Še več nekristjanov. Zato obudimo svoj krst, osvežimo ga in naj bo viden z našimi dejanji. Včasih je treba zelo malo. Neka TV napovedovalka je po nesreči, pa nalašč takrat v starih časih, pozabila sneti križec z vratu. In je bil to škandal, je bilo to že pričevanje. Včasih je pričevanje to, da v nedeljo zjutraj ne podaljšate spanca, pač pa pridete v cerkev. Včasih je bilo to
kaj so bile, odhod z violinskim kovčkom za soboto, veliko soboto popoldne, kaj v violinskem kovčku, tako ugibate si. Da nekdo si upal iti vsaj do žegna, pa je že s tem pričal o svoji veri. Poiščimo načine, kako bomo lahko izpričali svojo vero brez nekega nasilja, brez propagande, ampak, z iskrenostjo vernika, učenca, oznanjevalca, preroka. To vam želim za sklep naših katehez, da bi tudi prek majhnih korakov in skromnih gest naša vera rasla in pomagala k rasti tudi veri drugih. Blagoslovljene velikonočne praznike, ko pride do njih, in Felix ale, dokončali bomo pa čez 10 dni. Z Bogom.